če bo pa... Dober dan vsem navijačicam in navijačem rumene družine. Pozdravljam pa seveda tudi vse ostale ljubitelje nogometa, čeprav navijate za zelene, vijolične, črno-bele oziroma za katerokoli barvo mavričnega spektra. Seveda je magazin skozi rumena očala pogled nogometnega kluba Domžale na dogajanje na nogometnih zelenicah, bo pa zanimivo za vse. Od članske vrste do mladih reprezentantov, od dobrodelnega delovanja do nagradne igre pivnice in pivovarne Adam Ravbar, ki vas čaka na koncu oddaje. Da čas leti je star izrek, a vsaj meni se zdi, da to presneto drži. Naša članska ekipa je v spomladanskem delu prvenstva za ostalo odigrala že 9 tekem, 5 pa od zadnje oddaje. Poraz s Celjem in remiji z Muro, Aluminijem, Radomljami, Olimpijo. Če smo danes pri izrekih, ponujam še tega, da žoga je okrogla. In tako bi za nekatere tekme z lahkoto rekel, da bi morali iztržiti več. Za kakšno pa tudi, da smo lahko zadovoljni brez poraza. Z zbranimi točkami smo zdaj na 6. mestu prvenstvene lestvice. Pred reprezentančnim premorom je tako idealen čas, da trenerja Dejana Đuranovića povprašamo, kako on vidi začetek spomladanskega prvenstva in kako bomo izkoristili premor, da spet zajadramo na zmagovite poti. Za spomladanski del ga lahko razdelimo nekako v 2 dela. Po zelo dobro opravljenih zimskih pripravah smo dobro štartali v prvenstvo, odigrali 5 zelo dobrih tekem, od tega nanizali 3 zmage. Potem smo prišli v ta ritem, ker so se tekme vrstile na 3 dni, kjer smo nekako s predstavami v večji meri lahko bili zadovoljni, nismo pa dosegli rezultata, ki smo si ga želeli. Res, da smo izgubili samo 1 tekmo, smo pa dejansko na ostalih tekmah ostali tudi brez zmage in tu potem je sigurno primanjkljaj v točkovnem izkupičku. Malo se nam je poznalo mogoče tudi, ker smo dejansko ostali tik pred začetkom tekme tudi, lahko rečem, brez prvega napadalca, ki bi nam sigurno dal neko novo dodatno širino v ekipi Georgijevića, ker smo prihajali v vseh tekmah v dobre priložnosti, tudi številčno kar nekaj priložnosti, nam je pa mogoče manjkala ta realizacija, ki bi mogoče tudi on dodal nekaj svojega in smo s tem drugim delom spomladanskega dela mogoče smo nezadovoljni, kajti smo si nadejali in želeli več točk. Gremo pa v dobri smeri, zdaj nas čaka pauza, kjer se bomo dobro osvežili in tudi dodatno napolnili z neko energijo, da gremo lahko v ta zadnjih mesec pa pol do konca prvenstva, kjer nas čakajo tudi pokalne tekme, kjer se želimo priti seveda v finale in željo in cilj, da osvojimo tudi to trofejo. Po prikazanih igrah smo lahko optimisti, bo pa seveda potrebno dodajati tole, kot se rad izrazim, piko na i vsej naši igri, to so pa zadetki, ki ti prenašajo točke oziroma zmage in v tej smeri bomo tudi delali. Đuro, vi samo garajte, da bomo mi navijači zadovoljni. Reprezentančni premor pa ne velja le za člane, tudi naši kadeti in mladinci ga imajo. Če smo pri članih pred premorom zaslišali prvega stratega, smo tokrat za sogovornika izbrali vodjo mladinskega nogometnega centra Luko Livojevića. Kako ste torej v MNC-ju zadovoljni s pomladanskim delom? Zdaj, kar se tiče rezultatskega dela pri kadetih in mladincih, smo lahko zelo zadovoljni. V tem začetku pomladanskega dela od možnih 18 točk smo jih osvojili 15, spet prevzeli vodstvo na skupni lestvici, ker je pač po koncu tekmovanja, potem tisto je prvi, gre v mladinsko ligo prvako, ki je zelo zaželena, mislim, da pri vseh klubih. Zdaj še bolj kot to me poveseli pač dejstvo, da so mladi, predvsem iz mladinske šole, izkoristili svoje priložnosti, pokazali, da lahko, ne vem, če pogledam Mitja Ilinić, je zdaj standarden pred članih v prvih 11, na vrata članov trka še Perc, Svajtovski
Jovičevič, Strajnar. Pri mladincih sta odšla zdaj izhodna mladinca, tako sta Gašper Černe in Jure Žabi na kaljenje v drugo ligo v Dob. Tako da to je samo ena potrditev dobrega dela v naši šoli. Pač to, da smo pokazali, da smo še vedno, jaz mislim, da ena izmed najboljših šol v Sloveniji in pač mislim, da se bo tako tudi nadaljevalo. Dejansko je vidno, da iz nižjih kategorij pravzaprav fantje prihajajo kar hitro v više, če se seveda dokažejo. Ja, to smo zdaj začeli delati v zadnjih 2 letih. Recimo fantje, ki izstopajo, predvsem začnemo tam recimo pri U14, ki izstopajo, ki vidimo, da so pri U14 dosegali nek nivo, da bi bilo bolj za njih, da grejo v višje kategorije, grejo pač v višje kategorije, ker je tam pač so fizično močnejši fanti, boljši fanti, večji, kakorkoli. In pač s tem, ko v močnejši konkurenci pač trenirajo, tudi napredujejo. Tako da to smo delali v zadnjih 2 letih, no. Smo dali temu podarek, tudi ne kopičimo igralcev, recimo pri 17-19 imamo zdaj trenutno na voljo 17-18 igralcev, ampak si pa pač potem pomagamo, recimo, če je pri kadetih kakšen igralec premalo, ga vzamemo iz U15, U15 vzamemo od U14 in tak je nekako naš cilj, kako čim bolj oziroma kako igralci najbolj napredujejo, no. Je številka 14 veliko ali malo? Ja, če bi bilo govora o centih, to ni veliko. Če pa govorimo o reprezentantih, je ta številka taka, da smo lahko ponosni. Ja, prav ste slišali. V marcu bo slovenske barve na vseh reprezentančnih akcijah zastopalo kar 14 igralcev iz nogometnega kluba Domžale. Med njimi sta tudi Benjamin Markuš in Mitja Ilenič. Slednji bo prvič zastopal reprezentanco U21. Bravo! Da ne bo pomote, to je bil vzklik, ne navijanje za ljubljanskega rivala. Edvin Krupič je mladi up in eden od teh reprezentantov. Pred kratkim je podpisal tudi prvo profesionalno pogodbo z nogometnim klubom Domžale. Edvin, kako ponosen si bil, ko je prišel reprezentančni vpoklic? Bolje ne gre, seveda sem vesel, da sem podpisal končno profesionalno pogodbo, sploh sem pa vesel, da sem spet poklican v reprezentanco. To je nekaj res najlepšega, kar lahko. Na reprezentanci bi se vsi dokazovali, vsi vse dajo od sebe. Hitrej, precej hitrej, močnejši treba biti v duelih, na žogi, miren, vse. Veliko več izkušenj dobimo. Je težji, to je seveda evropski nivo. Nekaj najlepšega, kar mi lahko oče reče, mami, babi, kdorkoli me pokliče, res. Prijatelji isto. Tudi sam se rad pohvalam, ko gremo na kavo. Neverjetno. Ja, fantu se vidi, da je še mlad, ampak iz njega še nekaj bo. Žal šport ne upravlja sveta in žal politika pogosto popelje svet v slabe dni. Zato sem vesel, da so v teh dneh v nogometnem klubu Domžale pokazali, da niso samo dobri športniki, ampak tudi ljudje z velikim srcem. Športni direktor Matej Oražem je pod okriljem Anine zvezdice takoj zagnal akcijo za pomoč Ukrajini. Cel teden smo zbirali sredstva in izdelke za Ukrajince, ki so se znašli v vojni. Zaradi tega so morali od doma oditi tudi nadarjeni mladi nogometaši, ki so trenutno nastanjeni v Logatcu. Zato, da vedo, da niso sami in da vsaj za trenutek pozabijo na nesrečne okoliščine, smo pripravili 2 prijateljski tekmi s selekcijama U14 in U17. Naš gostinec na stadionu jim je narisal nasmeške s hot dog presenečenjem, da je bilo po srečanju še posebej sladko, pa so poskrbeli krofi, ki jih je prispevalo gostinsko podjetje Trojane. Za konec jim je Matej v imenu nogometnega kluba Domžale podaril še nekaj pripomočkov za trening. Ja, mirno lahko rečemo, da je bil tale teden pa res delovno zelo aktiven, ampak v dobrem smislu in tudi z dobrim namenom.
Ja, vsekakor. Jaz si želim, da ga bomo tudi uspešno zaključili, ne samo na igrišču, ampak predvsem ob igrišču, z eno uspešno akcijo, kakršnih je bilo že ničkoliko v preteklih letih, in da dejansko teden zaključimo na eno res pozitivno noto. Anina zvezdica je organizacija, ki transparentno vrsto let pravzaprav skrbi za tiste, ki so pomoči potrebni. Skratka, tokrat je akcija usmerjena za Ukrajino. Koliko hrane se je zbralo? Te akcije so vedno kar obsežne. Mi dostikrat zadevo tudi odvažamo sproti. Glavnino seveda pričakujemo na današnji tekmi. Mislim, da so se tudi naši gostje pridružili akciji, tako da mislim, da bomo kar nekaj nabrali, vsaka stvar šteje, predvsem gre pa tudi za osveščanje. Možnost pomoči je seveda tudi na drugih koncih in jaz mislim, da kolikor se situacija ne bo umirila v prihodnjih tednih in mesecih, zato kar nekaj potrebe in priložnosti, tako da mislim, da je prav, da je tudi osveščanje del naše akcije. V domžalskem klubu lahko rečemo, da se držite tega, da gre šport z roko v roki tudi z takimi družbeno koristnimi akcijami. Ja, vsekakor, jaz mislim, da je to del naše odgovornosti, zelo velik del našega poslanstva je namenjen otrokom, potem pa je tukaj pri 300-400 otrocih veliko enih zgodb in marsikatera od njih se te dotakne. Mi vztrajamo tudi znotraj našega kluba pri nekih načelih, ki jih imamo, solidarnostnih, in trudimo se jih promovirati, kolikor je v naši moči tudi preko naše članske ekipe in vseh ostalih članov kluba. Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali pri zbiranju pomoči. Se še spomnite, da sem danes že omenil, kako čas hitro teče? Zakaj to spet omenjam? Ja, ker smo že pri nagradnem vprašanju. Tokrat je vprašanje iz zgodovine nogometnega kluba Domžale. Če odgovora ne znate stresti iz rokava, uporabite svetovni splet ali prelistajte knjigo Stoletje nogometa v Domžalah. Pravilni odgovor morda prav tebi prinese bon za 50 evrov za hmeljeve tekoče dobrote ali dobrote iz odlične kuhinje pivnice in pivovarne Adam Rauber iz Domžal. Vprašanje vam bo tokrat zastavil naš odlični vratar Ajdin Mulalić. Ajdin, požen! Nagradno vprašanje je, kdo je bil predsednik nogometnega kluba Domžale pred Stanetom Oražno? Odgovor zapišite na naših družabnih omrežjih pod objavo te oddaje. Bon za 50 evrov v pivnici in pivovarni Adam Rauber bo izžreban med tiste, ki boste pravilno odgovorili. Za konec, hvala, ker nas spremljate, z veseljem za vas gledamo skozi rumena očala. Še posebej nas boste razveselili, če oddajo delite tudi s prijatelji na vaših družabnih omrežjih. Da ne pozabim, naslednjo soboto zvečer vas vabim na domžalski stadion, da podprete Domžale v bitki z Mariborom. Se vidimo na stadionu in kmalu v naslednji oddaji. Nasvidenje!